Čau! Kot obljubljeno se danes posvečamo premieri, in to ne katerikoli, ampak premieri mladinskega filma Igrišča ne damo, ki je v ljubljanskem kinodvoru to soboto potekala na način, da je film naredila dostopnejši gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim. Na kakšen način boste videli v nadaljevanju, a najprej preverimo, od kod je prišla ta ideja za film, namenjen zgodnjim najstnikom, v katerem se skupina mulcev na vse pretege bori za svoje igrišče, ki jim ga želijo spremeniti v parkirišče. Pri tem stopijo tako na polje aktivizma, kot tudi kriminala in naravovarstva, ne izognejo pa se niti pričakovanim prevpraševanjem odnosov tako med vrstniki, kot tudi med generacijami in znotraj družine. Ki je vzniknila ideja za film, je predstavila avtorica koncepta Barbara Daljavec. Pred 12 leti sem prebrala en članek, v katerem je bila opisana borba otrok iz enega bosanskega mesta Travnika in naslov članka je bil: Nič ne moremo narediti. To, da ti otroci niso mislili tako, in potem sem rekla, to je dobra zgodba za film. Če ste bili pozorni, ste lahko videli, da se je Barbarin odgovor med tem, ko je govorila, izpisoval za njo na velikem platnu. Tudi na takšen način so želeli v kinodvoru poskrbeti, da so lahko vsi v dvorani, tudi tisti, ki slabše slišijo, celotno premiero doživeli v celoti in prejeli vse informacije. No, poleg tega, da je bila med pogovorom, tako kot med uvodom v film, pred platnom še prevajalka v znakovni jezik. Ampak to je bil le eden od načinov, kako so želeli film približati širši publiki. Preverimo zdaj, kaj je o samem filmu povedal Klemen Dvornik, režiser filma, potem pa še nekaj več o drugih načinih približevanja filma tudi ranljivejšim skupinam gledalcev. Čestitke za premiero Igrišča ne damo. Mi lahko po eni strani rekli, da je to malce romantičen film, ker otroci, razen skaterjev, ne preživljajo več toliko časa zunaj. Ali je to pravzaprav z vaše strani celo aktivističen film, da bi otroci mogoče preživljali več časa zunaj? Jaz mislim, moj vtis je, da je v bistvu prihaja generacija, ki si želi biti zunaj bolj kot kakšne generacije prej, ker je tudi mogoče to povezan z starši, ki prihajamo zdaj, ker jaz imam tudi recimo dva fanta, ki sta toliko stara, ki smo v 80-ih pa 90-ih odraščali in smo večino življenja takrat preživeli na igriščih, na gozdovih, na travnikih, in mislim, da je to mogoče malo povezan, da je tudi prihaja generacija teh mlajših zdaj, kot jim rečejo alfa, da ima svojo lastno željo se družiti na igriščih, na travnikih, da so zunaj, stran od ekranov, stran od digitalnega sveta, ki seveda je vse prisoten, ampak se mi zdi, da se malo tudi spreminja v družbi, da je ta premik se zgodil in da mogoče potrebuje samo en tak mal poriv, mal, da se o tem govori, in ta film je točno to, da smo malo to temo odprli, malo nagovorili in da v bistvu otrokom, za katere jaz mislim, da si v resnici želijo biti zunaj, pa se družiti s svojimi vrstniki, v resnici omogočimo to, da jih tudi starši mogoče slišimo, da ni vse v ekranih in na telefonih. Kot smo slišali od pobudnice ideje, naj bi ideja izhajala pravzaprav iz resničnega protesta v Bosni. Ste pa film, če sem prav zasledila, umestili v Šiško, kjer se pa podoben boj odvija zaradi zgoščevanja šišenske soseske 6. Je bilo to mogoče kaj povezano? Je to kakšno prikrito sporočilo ali zgolj slučaj? Zgolj slučaj. Mi smo iskali v bistvu primerno igrišče. Praktično smo bili, mislim, da je 20 igrišč med Grosupljem do Kranja, od Kamnika do Škofje Loke, smo praktično vsa igrišča, ki so bila toliko velika, pogledali. To igrišče imam jaz v spominu pred 20 leti sem snemal videospot za skupino Dan D in Polona za skladbo Roke in sem snemal zgodbo, ki se dogaja med fantkom in punčko na tem igrišču in mi je nekako tako ostalo, da tam obstaja neko igrišče, ki je v jami, pa je zraven njen hrib, pa tako romantično, je kot neka soteska, celo te stavbe okrog. In smo v bistvu, ko smo šli to gledati, se je neka geografija prizorišča, ki je bil napisan v scenariju, pokrila s tem igriščem. Tako da mogoče ta neka aluzija, da se to prebivalcem tam zares dogaja, smo šele ugotovili tam, ko smo
prišli tja, ne, ni direktno povezano. Je pa ena druga mogoče informacija, ki je tako tudi zanimiva, ko smo mi začeli zares snemati in ko smo tako iskali ta igrišča, smo ugotovili, da ni to tako zelo osamljen primer v Sloveniji, da se to dogaja kar pogosto v kar velikih krajih. In mogoče bo ta film tudi pripomogel k eni taki javni razpravi o tem, koliko so pomembna igrišča, kadar se dodatno urbanizirajo mesta, ker se gradijo visoke stavbe, da ni dovolj, da se stavba zgradi, da ljudje, ki v njej živijo, potrebujejo tudi prostor, kamor grejo ven, kjer lahko pse sprehajajo, kjer lahko v senci sedijo, kjer se lahko pogovarjajo, kjer se lahko otroci igrajo pa plezajo po igralih, recimo, ne. In da mogoče danes zaradi investicijskega kapitala, pa mogoče tudi zaradi kakšnih odločitev, ne, političnih, se lahko zgodi, da kdo kdaj pozabi, da je treba tudi te stvari umestiti, kadar se gradijo nove stavbe, novi bloki. Videli pa smo tudi, kako ste podrli enega od dreves. Ste morali torej drevo na licu mesta zares podreti? Mi smo drevo pripeljali tja. Smo iskali po celi Sloveniji po drevesnicah največje možno drevo. In scenograf Miha Knific je potem v bistvu kar oddaleč pripeljal se pravi to drevo, smo skopali jamo, smo ga umestili noter in smo ga v bistvu, to drevo je v bistvu umetno zgojeno bilo v drevesnici in smo ga potem podrli na tak način. To je bilo pa tudi zato, ker smo tudi ko smo umestili prizor na tistem mestu, kjer se je meni zdelo, da morajo bagri priti noter, ki bi tudi zaradi kadra najboljši, ni bilo drevesa, ne. In najprej je bila ideja, da bi mogoče 3-4 drevesa tam postavili, ampak je bil v bistvu cel ta podvig umeščanja drevesa že enega samega kar velik zalogaj. Tako da smo na koncu so hodili prebivalci tam, rekli, kako ste nam lahko naše drevo podarili. Da smo potem jim razložili, da v resnici smo ga mi sami pripeljali in potem so se spomnili, da tam nikoli ni bilo drevesa. Kaj pa tista trava, ki jo vidimo, ste jo nazaj tudi pospravili? Če greste danes pogledat na igrišče, je vsa trava tam, kjer je bila. Igrišče, ki je pa razrito, je pa v bistvu bilo narejeno še ena plast čez obstoječo igrišče, tako da na igrišču, nedavno sem bil tam, ker sem intervju tam snemal, je praktično ni nobene posledice, da smo mi tam bili sploh kdaj. Sicer pa odločili ste se, ali se je Kinodvor odločil, vam predlagal, da boste premiero tukaj priredili na tak način, da bo bolje dostopna tudi slepim, slabovidnim, gluhim, gluhonemim. Čigava ideja je bila to in ali ste morali zaradi tega tudi sami posneti audiodeskripcijo, kdo je poskrbel za to pravzaprav? Kinodvor je dal pobudo, da bi naš film, Igrišče ne damo, bil prvi slovenski film, ki bi šel, ko bo šel v redno distribucijo, da bi imel tudi zvočni opis, oziroma da bi bil prilagojen za slepe in slabovidne in za gluhe in naglušne. Nam se je to zdelo super ideja. Zdi se mi to, da se omogoči dostop do vsem, tudi tistim, ki so senzorno overeni, da je to zelo pomembno. V končni fazi je tudi to zakonsko predpisano. Zdaj, večinokrat se je do zdaj zgodilo to tako, da se je po nekem času to zgodilo. Mi smo se pa pač na pobudo Kinodvora odločili, da bomo to hkrati z redno distribucijo, zato da so tudi oni, ki so ponavadi se čutijo izključene in so izključeni, da bodo imeli avtentično izkušnjo, kako je gledati film takrat, ko pride v kino, tudi za vse ostale. Ena od prilagoditev za gluhe in naglušne je bila ta, da se je film, čeprav je bil slovenski, predvajal s podnapisi. A kako je s slepimi in slabovidnimi? Audiodeskripcija, ki jo je že omenil tudi režiser, se po svoje sliši zelo samorazlagalno, po drugi strani pa malo skrivnostno. Zakaj sploh gre, nam je odgovoril kar eden od gledalcev v pogovoru po filmu. Hvala lepa, jaz v bistvu se dolgo s tem ukvarjal. Zdaj obstojata dva različna načina audiodeskripcije. Kadar gre za slovenske filme, je treba samo opisati dogajanje in kaj kamera kaže. Pri tem je seveda treba včasih opisati tudi kakšen izraz na obrazu, migla iz očmi, gesto ali karkoli takega, predvsem pa samo dogajanje. Zdaj, ker je v filmu vedno seveda tudi dialog, je mojstrstvo audiodeskripcije ravno v tem, da avtor zna s čim manj besedami
čim bolj bistvene podatke sporočiti tudi nam, ki ne vidimo. Druga zgodba so tuji filmi. Tuji filmi imajo seveda dialog, ki je ponavadi preveden v podnaslovih in pravilo nasplošno je tako, zdaj ne, če se že kaj spremenilo, da recimo en glas, naprimer moški, bere podnaslove, se pravi dialog, drugi glas, recimo ženski, pa opisuje dogajanje v samem kadru, sekvenci in tako naprej. Lahko je pa tudi seveda obrnjeno. Zakaj mora biti to dva glasova? Zato se takoj loči, kdaj gre za dialog in kdaj gre za opis. Mi smo organizirali predvsej tega tudi enega največjih mojstrov audiodeskripcije, da je prišel za en teden v Ljubljano Joel Snyder iz ZDA. Zanimivo je, da recimo on bil avtor audiodeskripcije tudi za obiskovalce Bele hiše, kajti audiodeskripcija lahko tudi je primerna za muzeje, za galerije, se pravi, da res vrhunski avtor. In ta je vzgojil takrat kar precej ustvarjalcev audiodeskripcije, potem je pa rekel, da bi še kdaj prišel, ampak do svega še nismo povabili. Jaz upam, da se bodo našla kakšna sredstva za to, ker najbolj že v teh 10 letih, kaj je tukaj se že marsikaj tudi na tem področju spremenilo, ker vemo, da se stvari hitro razvijajo in nadgrajujejo. Tehnične specifike pa seveda niso bile vse, kar smo izvedeli v pogovoru po filmu, med katerim so vprašanja zastavljali predvsem otroci, ki so se ogleda filma tudi udeležili. Tako smo izvedeli marsikaj iz ozadja snemanja, ki se je zgodilo pred približno 2 letoma. Recimo, kako dolgo je trajalo pisanje scenarija. Scenaristka je Dora Šustič iz Rijeke doma, študirala je pa scenaristiko v Pragi. Dora je v bistvu začela pisati film leta 2019 in ga smo razvijali res dolgo po različnih delavnicah. Najbolj taka, kjer smo največ odnesli, je bila Cinekit delavnica v Amsterdamu. In če zdaj zračunamo, mi smo na koncu, ko smo snemali, je bila tudi 25. verzija scenarija. Razvijali smo pa recimo 19 je Dora zares začela pisati, 23 smo pa snemali, če zračunate, to 4 leta. Ja, če ste res spremljali tudi napis zadaj, se ne obesite na njegove pomanjkljivosti. Saj pač program zaenkrat ne more točno vedeti, kako se predvsem imena pravilno zapiše. Ampak prihodnost je tukaj in morda umetno inteligenco enkrat naučimo, kako se pravilno piše tudi imena, vse namreč težko zajame v svojem naboru, če ji tega nismo povedali doslej. Kakorkoli, publiko je zanimalo še marsikaj drugega, vsekakor pa je bilo zelo sveže prisluhniti različnim vprašanjem. Odrasla publika je namreč na premierah pogosto precej bolj zadržana. Enega od otrok v publiki je tako zanimalo tudi, katerega od prizorov so največkrat ponavljali. Ono, ko smo protestirali, ko je bilo največ folka, ko smo protestirali. Ja. To se tem? Ja, on se mi zdi, da smo največ. Še vprašanje za Almo, kaj Zabret, kateri prizor smo največkrat ponovili? Ja, meni se zdi, da kakšen v zaklonišču, recimo tam, kaj jaz pa tudi tiste transparente, tisti načrt obešava, tisto smo zelo dolgo snemali. Tako da na eni točki smo bili že toliko nesfokusirani, potrujeni, da nas je da so nas odpeljali v eno tako majhno sobico in pa smo si zamašili ušesa in so si sam zadrli. Obiskovalce pa je tudi zanimalo, kako so za rekvizit dobili tisti star telefon. V filmu se namreč pojavi Nokia 3310, ki jo najstnica dobi zato, ker ji pameten telefon zasežejo, torej kot kazen in z namenom, da bo lahko vseeno dosegljiva in napisala kak SMS. Menda niso uspeli najti 2 različnih Nokij, zato so morali prek spleta naročiti nov ovitek za enega od telefonom, zato da sta se lahko ta 2 med seboj razlikovala, ko so ju v kadru prikazali skupaj. Kot manjša opomba naj povem še to, da eden od telefonov ne pristane v rokah najstnice zato, ker bi bila s tem kaznovana, ampak zato, ker so ji njen pametni telefon med ruvanjem razbili in je bil ta pač slučajno doma, ker je oče, ki ga igra Marko Mandić, očitno hrček. No, ni pa bila to edina poškodba, med snemanjem se je menda ponesrečil tudi eden od scenskih delavcev. Med igralci se nihče ni poškodoval. Se je pa poškodoval naš rekviziter, ko smo razbili okno
In ko smo čistili, smo mogli menjati, ker smo večkrat smetali kamne v okno. In ko smo tam, mislim, da drugič menjali okno, je ena od teh koščkov okna, ki je bil kar velik, padel mu na roko in mu je kar hudo prerezal, tako da je šel na urgenco in potem drugo polovico filma delal z ogromno vezo na roki. Kar pa ni nenavadno, ker rekviziterji se kar velikokrat poškodujejo, če so nepazljivi. Seveda, za igralce se vedno poskrbi, za rekviziterje pa ni treba toliko, ker se jih ne vidi na kameri, ne? No, šalo na stran. Rekviziterji niso edini ljudje, ki so za kamero. Pri filmu Igrišča ne damo je bilo že samo producentov kar 9. Na začetku sem si želela, da bi to bila koprodukcija med Hrvaško in Slovenijo. Ker sem tudi jaz začenjala kot producentka in se mi je to zdelo mogoče, da bi bilo obvladljivo. Ampak potem sva z Klemenom v Beogradu spoznala Petra Badača, češkega koproducenta, ki je rekel, jaz si ful želim z vami delati ta film in smo rekli, okej. In potem smo v Beogradu spoznali srpskega koproducenta, Dimčeta, ki je tudi mi bil všeč film in smo rekli okej. In na koncu so potem še tisto, kaj je bila moja prva želja, so prišli Hrvati zraven. Tako da je pa ful hitro, mislim, čeprav je dolgo trajalo od ideje do samega scenarija, do snemanja, je pa enkrat, ko je štartalo 2019, smo kar hitro zbrali sredstva in smo film tudi zelo hitro končali, z ozirom na to, da smo pred enim letom snemali. Mislim, smo zaključili snemanje, tako da je vse to zelo hitro zalaupalo. In pa ne nazadnje, ali bi igralci, ki so zdaj stari med 12 in 16 let, tudi sami protestirali za svoje igrišče v resničnem življenju? Ja, jaz definitivno bi protestirala, ker se mi zdi, da človeštvo čisto preveč posega v to neko naravno okolje in tako živali nimajo več kje bivati, ker je vsaka zona povečina zdaj. Ali neko stavbo, ali neko luč in potem tudi pride problem tudi svetlobno onesnaženje, zvočno onesnaženje, zemlja je čisto onesnaženje in če ne bomo ukrepali. Tudi veliko je v tem filmu ta slogan Ni planeta B, kar je res, je veliko potencialno v redu planetov, da bi lahko pač človek živel gor, ampak to je samo teorija, pa tudi to so toliko daleč stran, recimo 500 svetlobnih let, tako da planeta B res ni. Bravo, podmladek, prihodnost bo svetla, če vam bodo le pustili tudi v odločevalske vode. Še svetlejša pa bo morda prihodnost slovenskega filma, če bo dobro obiskan Audioforum, ki se letos prvič odvija v Ljubljani. Po 10 letih v Beogradu se je namreč tokrat to srečanje oblikovalcev zvoka z vseh strani neba včeraj začelo tudi v Ljubljani na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Do petka pa bo brezplačno na voljo 9 predavanj in 7 delavnic, demo sobe in še kaj. No, prav danes je bilo na sporedu tudi predavanje Tarna Willersa, letošnjega prejemnika Oskarja za zvok za film Interesno območje, ki pa sem ga sama žal zamudila, ker se vam očitno javljam iz Kopra, ampak brez skrbi, prihodnji teden se lahko nadejate še kakšnih drugih informacij z konference. V bistvu sam Audioforum je kot ideja se je začel, sama ideja, da podpremo, se aktivno ukvarjamo že v zadnjih 10 let, da bi v bistvu zvok postavili na akademski nivo. Tako da trenutno smo v fazi akreditacije smeri zvoka na drugi stopnji, smeri film in televizija. In dejansko, bom rekel tako, če si iskren odziv je bil pač, koga zvok zanima, pa zakaj bi to rabili, in iz te ideje je nastala ta povezava med Audioforum iz Beograda in v Ljubljani, da v bistvu pokažemo, da zvok je pomemben, da je to nujna stvar, ki jo akademija naša nujno potrebuje. In da pokažemo, da v bistvu zvok je povsod okrog nas in se mi zdi, da po oceni prve polovice prvega dneva mislim, da z nami kar uspelo.
Industrija je v Audioforumu prepoznala velik potencial, zato problemov s sponzorji menda niso imeli. Kot obljubljeno, več o sami konferenci prihodnjič, za danes pa prisluhnimo še odgovoru, zakaj Jaramaz meni, da na AGRFT zaenkrat ni programa za učenje o zvoku. Če bi vedel odgovor na to vprašanje, bi bil vreden $1 milijon. Ne vem, zakaj ne. Bi mogel biti. Enostavno, recimo, jaz sem mogel študirati v tujino, da sem študiral zvok. Mogoče zato, ker ni bilo nekih strokovnjakov akademskih, ki bi lahko to odprli. Po drugi strani pa tudi že od Rudija Omote, dejansko, ko smo bili najbolj razviti v bivši republiki, vsi filmi več ali manj so bili narejeni v Sloveniji, on je bil pionir, takrat smo bili mi na samem vrhuncu, pa se je pa to vse razblinili. Potem so v tisti fazi, se pravi zvok, takrat je bil zelo povezan z znanjem elektra in tako naprej, ampak enostavno se je vse ustavilo. Tako da v bistvu jaz sem si zadal cilj, da to bomo speljali, je pa to zelo težko speljati. Zakaj je več faktorjev? En definitivno je finančni faktor, ker taka smer pač stane. Trenutno je pač univerza oziroma generalno vemo, kakšna je situacija. Ampak s komerkoli se pogovarjamo, tudi v sodelovanju z RTV-jem, ta kader je nujno potreben, ker določeni poklici že izumirajo. Recimo mikroman oziroma tega nimamo več. Potem tudi ratuje zdaj trenutno velik problem, ker zaposlitve, bom rekel, diplomiranih oziroma akademsko priznanih tonskih tehnikov, mojstrov, kakorkoli jim hočete reči, so v bistvu tega ni, zato so tudi v bistvu vsi, ki delajo na televiziji, plačilni razredi so tako nizki, da tudi ta interes upada. Jaz upam, da nas bo univerza podprla, mi smo vložili programe v fazi akreditacije, sicer na drugi stopnji, s filozofsko fakulteto se zdaj povezujemo v interdisciplinarni, pišemo neko verzijo smeri na prvi stopnji, ker trenutno vse, kar stane, je pač zavrnjeno. Zdaj pa, in v bistvu tudi zato smo tukaj, da mi se mora tudi reči, da recimo, ne vem, podpora medijev je nam najbistvena, da se o teh stvarih piše, da se o teh stvarih govori. Tako da edin s to zaveščenostjo bomo mogoče premaknili neka kolesa, da se bo pač ta smer pol končno enkrat odprla. Mi imamo tukaj vse pogoje, imamo montaže zvoka, imamo mešalnico zvoka, imamo snemalnico zvoka, imamo gluho sobo, imamo mikrofone. In jaz v bistvu istočasno sem gostujoči profesor v Beogradu in smo danes zvečer na otvoritvi se bosta predvajala 2 filma, ki sta nastala v sodelovanju študentske izmenjave študentov iz Beograda, študentov zvoka in naših režiserjev. In ko so prišli študentje sem, niso hoteli dan. Tako da največja ironija je taka, v Beogradu je milijon študentov, so študentje in nimajo kapacitet, mi imamo pa vesoljsko ladjo, pa nimamo študentov. Tako da zelo težko odgovorim, zakaj. Jaz mislim predvsem zaradi teh faktorjev, finančnih, tako naprej. Toliko za danes, ponovno pa se vidimo spet v sredo ob 20. na Megafon TV. A ja, če vam vsi težijo z nekimi preveč resnimi in zamorjenimi filmi, pojdite v kino in si privoščite, jutri je še en dan. Če ste vsaj malo ljubitelji črne komedije in se lahko nasmehnete stiliziranim prikazom patriarhata ter zatiranja žensk v Italiji nekoč, ter niste proti črno-belim filmom, vam zagotovo priporočam ogled. V Italiji je ta film v rimskem narečju v kino menda privlekel več gledalcev kot Barbie. No, tudi sama menim, da gre za enega vrhuncev evropske kinematografije letošnjega leta. In mimogrede, če ste zamudili kakšen del oddaje In akcija ali bi si radi prejšnjo ogledali v celoti, kliknite na YouTube kanal Megafon TV in najdite oddajo In akcija na seznamu predvajanj. Pa lep pozdrav!